Živ dokaz, da se sedenje v parlamentu ne izplača, je poslanka SDS Mojca Škrinjar, ki smo jo pred 3 tedni pohvalili zaradi 100-odstotne prisotnosti. Ne boje več med izbranci ljudstva. Da vrline, zaradi katerih bi vam učiteljica v osnovni šoli dala čebelico, pri volivcih ne štejejo, prav veliko je občutil tudi Robert Polnar. Pred vrati parlamenta je tako ostal poslanec z največ bralnimi značkami. Ja, jaz kolikor vem, pa tudi mislim, da ne pretiravam, če rečem, veljam za enega bolj načitanih ljudi. Kje je načitani, v Državnem zboru? Ne, nasploh. Gospod Polnar je pred volitvami sicer prestopil v ekipo Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ki pa je tokrat ostal brez stolčka. Državni zbor je tako ostal brez šefa parlamentarne žganje kuhe, kar pa seveda ne pomeni, da bodo odločitve poslancev po novem bolj trezne. In kaj ob izpadu pravi starosta parlamenta, ki ima na jeziku še manj dlak kot na glavi? Jaz računam, da bo tale polomijada, ki se je zdaj z Golobčkom dogodila, da bo čez leto pa pol propadla in bojo nove volitve. Tudi če se ne vrnete v parlament, gospod Plemeniti, ste uradno že upokojenec. Bolj me skrbi za prvega šefa parlamentarne kuhinje, nekdanjega premierja in mojega še bolj nekdanjega sodelavca, ki odhaja že po prvem mandatu. Oprosti, Marjan, da sem ti pred slabim mesecem zagotovil, da boš službo obdržal. Volivci so tik pred volitvam očitno povsem zbezlali, niso upoštevali rezultatov javnomnenjskih anket. Res. Več kot tretjina volivcev teden dni pred volitvami ni vedela, katero stranko obkrožiti na volilni glasovnici. Več kot četrtina je odločitev sprejela v zadnjih dnevih pred volitvami. Vsak 7. volivec se je odločil šele na dan volitev. Slaba polovica med njimi ob izpolnjevanju volilnega lističa. Otipacki, šele ko so dobili glasovnico in kuli so razmišljali, koga bi obkrožili. To je malo neodgovorno, očitno pa imajo rajš plesne šove od kuharskih. Skupaj z gospodom Šarcem hram demokracije kolektivno zapuščajo tudi njegovi sodelavci, med njimi Jani Möderndorfer, rekorder po medstrankarskih prestopih. Ja, poslanec Möderndorfer je bil doslej član kar 5 parlamentarnih strank in kmalu bo tudi zadnja zapustila parlament. Pripričan sem, da gospod ne bo odnehal, ampak glede na njegov sloves v strankah menda ni pretiranega interesa, da bi ga še kdo sprejel za svojega člana. Zato se neuradno govori, da bo kmalu ustanovil svojo stranko. Predlagam mu ime Gibanje Titanik. Ob njem bodo Šubičevi v slovo pomahale tudi sodelavke in sodelavci iz ene od njegovih prejšnjih strank. Recimo največja poznavalka javnih financ, malih in velikih krogcev. Ampak mi imamo zdaj, fiskalna pravila pomeni toliko, mi imamo pa zdaj toliko. In zdaj moramo mi ta veliki krogec postopoma spraviti v ta mali krogec. Škoda, ko je ona razlagala, mi je bilo zmer vse jasno. Mali krogec, veliki krogec, kaj je tle nejasen, ko se razumeš? Z njo odhaja še en znani retorik, ki je bil nekaj tednov celo minister, gospod Bandelli, ki ga na domačem Krasu ljubkovalno kličejo Betoneli. Naj bi se vrnil v gradbeništvo. Neuradno razmišlja o ustanovitvi lastne stranke, gibanje Beton za vse, čeprav se nekaterim zdi, da bi bilo ustreznejše pojmovanje Teran za vse. Svojima poslancema iz hrama demokracije odhaja tudi njuna predsednica Alenka Bratušek. Tokrat tudi srdit boj za upokojence ni pomagal. Lahko se sicer tolaži, da je uspel dobiti 30-krat več glasov kot zadnji predsednik Desusa. Na vrh jezika ga imam. V glavnem ta gospod, ki je dobil celih 58 glasov. Strankami, ki so ostavljene upokojence, je očitno konec. Najbrž bi tudi oni rajš plesali, tudi če v resnici ne morejo. Koga bom še pogrešil? Njega vsekakor. Konkretno smo zafurali. Po 8 letih ministrovanja se Zdravko Počivalšek seli iz pisarne v Ljubljani, kamorkoli bo pač šel. Ob polovu gibanja Povežemo Slovenijo se na svojo kmetijo vrača tudi Franc Kangler. In vi tega ne veste, ampak mogoče nikoli ne bomo izvedeli odgovora na tole. Bož, da vam ne povem, kaj je sodnik, ki me je obsodil delo z mojim birmancem. Ne vem kaj in verjetno tudi nikoli ne bom, kaj so delali temu birmancu. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.